koroško gospodarstvo se sooča z vedno večjim pomanjkanjem ustreznih kadrov. Regijska štipendijska shema na Koroškem pa delodajalcem omogoča štipendiranje iskanih poklicev. Do sedaj je bilo v več letih vanjo vključenih 773 ljudi. Povpraševanje je trenutno večje od razpoložljivih sredstev. In kako torej spodbujati štipendiranje podjetij? Z davčnimi olajšavami. Tako je potrebno spodbujati podjetja. Predlagam, da se podjetjem v tekočem poslovnem letu za izplačane kadrovske štipendije v preteklem poslovnem letu priznajo dodatne davčne olajšave pri plačilu prispevkov delodajalcev, in sicer v vrednosti 100% izplačanih štipendij. Investicija v mlade kadre je namreč investicija v prihodnost. In kaj se bo zgodilo, če mladih ne zadržimo v regiji? Koroška je demografsko izpostavljena, ogrožena, kar pomeni, da se pri nas prebivalstvo stara bolj kot v slovenskem povprečju, od tu pa se tudi izseljuje več ljudi kot v povprečni slovenski regiji. Ravno zato, ker se prebivalstvo izseljuje, stara in ker imamo negativne demografske trende, je Koroška regija ogrožena tako socialno kot gospodarsko. In zakaj navsezadnje mladi odhajajo iz regije in kako jih lahko zadržimo? Da se mladi izseljujejo, je preplet več dejavnikov, med njimi pa so visoko pomanjkanje stanovanj, pomanjkanje delovnih mest za visoko izobražene kadre in pa slaba dostopnost regije glede na center in urbana središča v Sloveniji. Mlade bomo lahko zadržali v regiji samo, če bomo uredili stanovanjsko politiko, ponudili dovolj dostopnih najemnih in lastniških stanovanj ter delovna mesta, ki bodo visoko izobražene kadre zadržala doma. Privabiti pa je potrebno tudi mlade iz drugih regij, kajti samo tako bomo zagotovili gospodarski in družbeni razvoj naših občin.